Murska Sobota je po Ljubljani drugo slovensko mesto, v katerem je občanom na voljo sistem Avant2Go. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je javnosti predstavil svojo pobudo Murska Sobota for Future, s katero zagotavlja preobrazbo Murske Sobote v privlačno in konkurenčno mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe občanov in skupnosti v 21. stoletju. Da ima Sobota in da ima Prekmurje prihodnost in izjemne potencijale. In zato smo se odločili v Murski Soboti, da bomo šli v koncept mesta, v koncept občine, ki bo tekmovala z drugimi evropskimi mesti in pa z evropskimi občinami. In želimo biti pravzaprav ne kar naprej, kot pravi gospod Čer, sledilci, ampak želimo biti prvi. Mi želimo voditi, ne pa slediti tiste, ki so nekaj že naredili. In to je pravzaprav naš pristop, naloga mesta, naloga naših inštitucij, sodelavcev in pa vseh javnih služb. In čas, v katerem živimo, seveda terja inovativne, učinkovite in pametne odgovore in seveda zahteva tudi sodelovanje vseh akterjev pri tej nalogi, ki smo si jo zadali. Pobuda, ki smo jo imenovali Murska Sobota for Future, meri na to, da v Murski Soboti kot inovativnost vgradimo v njen DNK. In cilj in seveda naša želja je, da skupaj z meščani, z vsemi kategorijami, kot sem rekel, poskušamo priti do tega pravega DNK-ja. Imamo veliko prednosti. To sicer že včasih zgleda izguljena fraza, ampak nenehno moramo ponavljati, da ne pozabimo na to. Da znamo razmišljati inovativno in se za cilj tudi organizirati. Zaradi odličnega zlitja urbanega in naravnega okolja, zaradi dobre povezanosti z širšo regijo in tudi našo umestitev v ta mednarodni prostor, v katerem smo. Sem prepričan, da delite to z mano, geostrateška lokacija je izjemna, to je nimajo vsi in to je velika prednost. In pa zaradi povezane skupnosti in pa dinamičnega kulturnega značaja. In to so pravzaprav ne le cilji, to so sredstva, s katerimi štartamo v ta projekt. In zaradi vseh teh značilnosti, ki jih poznamo, pa o katerih mogoče še celo premalo govorimo, se mi zdi, da je Murska Sobota že ta trenutek najboljša na svetu. Večkrat se pogovarjamo zdaj v kontekstu trajnostne urbane strategije, ko pripravljamo te projekte, kakšne so naše prednosti. Mi imamo varnost, mi imamo dejansko varno regijo, ki je zelena, ki je polna odličnih kulinaričnih in ostalih dobrot in ki ima zelo prijazne ljudi. Kaj pravzaprav še rabimo za to, da štartamo s tem našim projektom, z našo ambicijo Murska Sobota for Future. To pobudo Murska Sobota for Future bomo uresničevali s 4 sklopimi aktivnostmi. Prvi sklop so urbane inovacije. Mi zdaj pripravljamo en živ laboratorij, mreža Living Labsov, kot se to imenuje v Evropski uniji, zelo razvita. In prostor v samem mestnem središču, ki jih je veliko praznih, bomo napolnili z takim živim laboratorijem. Se pravi z ustvarjalnico idej, ki nobena ni neumna, kot sem povedal, in z iskanjem odgovorov na različna vprašanja. Recimo eno tako je, mi smo imeli pred 2 dnevoma mestni svet, tisti, ki ste ga spremljali, veliko smo se o tem pogovarjali. Kaj bomo z geotermijo? In moramo najti rešitev, kako jo uporabiti ekološko, racionalno in predvsem v korist ljudi. Ta trenutek nimamo odgovora na to vprašanje. Naslednja, za urbano identiteto Murske Sobote hočemo dvigniti vero v naše prednosti in motivirati skupnost, da uresničimo priložnosti iz teh prednosti. Tretje, za urbanim dialogom
bomo sodelovali pri preobrazbi mesta in pritegnili vse, ki so za to pripravljeni sodelovati z nami. In pa četrtič, z urbanimi projekti bomo poskušali uresničiti to, o čemer sem govoril. Kot prvo izmed urbanih inovacij bomo danes v sodelovanju z gospodom Čerom Matejem, lahko bi rekli našim zemljakom, bomo predstavili uporabo 100% uporabo električnih avtomobilov. Souporaba vozil Avant2Go temelji na uporabniških vzorcih mobilnosti, ki kažejo, da lastniško vozilo v povprečju kar 92% vsega časa stoji neuporabljeno. Souporaba vozil, ki nadomešča lastništvo, pa stroške mobilnosti posameznika zniža tudi za več kot 50%. Avant2Go je Mursko Soboto izbral za prvo mesto, kamor se souporaba širi izven Ljubljane, kjer so sistem zagnali julija letos. Zakaj smo se odločili za pilotni projekt Murske Sobote? Župan je že povedal, da seveda tu malo je patriotizma, malo je odgovornosti, ker Prekmurje meni dalo tudi, ne samo to, da sem se tukaj rodil, mi je dalo osnovne vrednote, kulturo za življenje in odgovornost, ki jo imam, to, kar vidim v svetu, kar sem se naučil, da prenesem sem in da pomagam regiji, da stopi korak naprej. In verjamem, da se lahko vpišemo na svetovni zemljevid. Ker imam ogromno kolegov, ogromno ljudi poznam z znanjem, z voljo, z iznajdljivostjo, samo nek luč na koncu tunela je potrebno, da se začnemo gibati v enotni smeri. Ne? In glede na velikost mesta, lahko rečem, smo med edinstveni na svetu. Se pravi, tako kompleksen poslovni model v tako majhnem kraju še zaenkrat nisem srečal, zaradi tega, ker to profitno enostavno ne pije vodo, na prvo oko. Se pravi, zelo zahteven projekt, finančno, organizacijsko, logistično in tako naprej. Ampak, če želimo dvigniti standard, moramo iti čez meje. Če bi Domen Prevc rekel, ne vem, ne morem skočiti 640 metrov, to, kar je bil rekord, pol nikoli ne bo skočil. Se pravi, moramo si upati, moramo razmišljati v tej smeri in če želimo dvigniti standard, moramo biti med pionirji. In seveda, odločitev, da smo lahko tako odločitev sprejeli za tak projekt, seveda sloni na podpori partnerjev, ki želijo biti nosilci te pozitivne zelene spremembe. Če se mičkaj zdaj naredim zoom in, vrnem nazaj na mobilnost, na sam koncept car sharinga oziroma souporabe vozil, s katerim bomo začeli v Murski Soboti, in samo dovolite še, da malo pogledam, kje pa so te prednosti, ki sem jih prej omenil, ali pa prihranki. Zakaj si lahko to danes privoščimo? Statistično v Sloveniji je ta trenutek okrog 1.100.000 registriranih vozil. Imamo okrog 800.000 zaposlenih, lahko čez palce rečemo, da vsak zaposlen ima svoje vozilo. In povprečen strošek vozila na mesec je okrog 500 €, pa si to priznamo ali pa si ne. Ampak danes, ko imamo alternativo, ko lahko smišljamo mogoče te stvari, pa je vredno razmisliti. No in naš cilj je, da teh 500 €, pa ne me držati za besedo, tudi, ker to ni čisto za vsakega točno tako, ampak da lažje razumemo zgodbo, je, da to znižamo do 100 €. Če to kje uspemo, smo prihranili 400 € vsak mesec, to je lahko 5.000 € na leto, na povprečnega zaposlenega v Sloveniji. No in kako pa lahko to dosežemo? Kaj nam omogoča delitvena ekonomija? Zakaj lahko danes imamo delitveno ekonomijo? Zato, ker smo vsi povezani. V zadnjih 6-7 letih smo se vsi povezali in zdaj prehajamo obdobje interneta stvari. Da bo še vse okrog nas povezano. En izmed teh interneta stvari je tudi avto. In če mi imamo možnost, da je en avto tam parkiran in je povezan v neko mrežo, ki ga mi vsi vidimo, da lahko vidimo, kdaj je prost, ga rezerviramo, ga odklenemo, se z njim zapeljemo, avtomatsko se plača in ga nek drug za nami vzame. In če to tako enostavno deluje, se lahko ta avto deli več ljudi. Seveda mora biti dovolj velika masa, da tudi pokrije te potrebe znotraj dneva in znotraj tedna. In kaj to finančno pomeni? Če smo prej, nekje statistike v svetu so, da 10 do 20 lastniških avtov zamenja en car sharing. In če smo za 10 avtov mogli včeraj dati recimo 20.000 €, 200.000 €, danes za enega damo samo 20, 180.000 prihranimo. Samo moramo mičkaj prilagoditi svoje navade in začeti razmišljati v tej smeri. In to je koncept delitvene ekonomije oziroma souporabe vozil. Deluje zelo enostavno, kot sem že povedal, imamo ga samo takrat, ko ga rabimo prek aplikacije, rezerviramo, porabimo za vožnjo in seveda, če to povežemo še z onim prej, z električno energijo, smo naredili še korak bistveno dlje. Zakaj? Zato, ker nismo več odvisni od nafte, ki je doma nimamo.
Da ne povem, kaj se zgodi, če nafte se zapre meja. Čez 3 mesece noben več ne bo odvažal smeti v Sloveniji, nobene police več ne bojo imele dobrin, ker ne bo dobave, noben ne mogo več službo iti. Če pa se mi poskrbimo, da bomo samozadostni in energijo proizvajamo doma, se pa to ne more več zgoditi. Tudi noben ne more manipulirati ceno te energije. Ne? Rešimo veliko problemov, ne onesnažujemo okolja in še ta energija je bistveno cenejša. In kakšne vrste car sharinga lahko imamo? Imamo 3 vrste car sharinga. Eden je tako, da imaš samo eno lokacijo in tisti, ki rabi avto, ga tam vzame in ga tam vrne. Druga vrsta, ki bolj velja za večja mesta, oziroma da bolj veliko gostoto je, da kjerkoli znotraj neke regije v mestu avto vzameš in ga pustiš. In ko ga rabiš, sam pogledaš na mapi, kje ti je najbližje in ga vzameš. Tretja pa po nekem konceptu bicikla, kjer imaš več lokacij in vzameš na eni točki, pa lahko na drugi vrneš, ali pa na isti vrneš. Ne? Koncept, ki jo želimo v Murski Soboti narediti, bo nekaj med tem prvim pa tem drugim. Ne? Murska Sobota nima toliko potrebe, da gre z ene točke pa druge, pa ga tam pustiš kot recimo vele mesta. Ne? Je bolj pomembno, da imamo te točke v začetku v spalnih naseljih, potem da povežemo malo kakšne trgovske centre, bolnice, tako naprej. Ne? Gremo naprej. In kaj rabimo za to, da lahko to naredimo? Ker imamo električna vozila, je seveda zelo pomembno, da imamo fiksna parkirna mesta, kjer imamo polnilnice lahko v tej prvi fazi, dokler ni polnilnic dovolj. Potrebujemo to tehnologijo, aplikacijo, da lahko to deluje, in pa seveda potrebujemo električne avto. No in kot je že župan omenil, naša velika želja je, da postavimo Mursko Soboto in Prekmurje svetovni zemljevid, in takoj, ko smo stestirali ta model, ki deluje, moram poudariti, da vse znanje iz Slovenije, se pravi, tehnologija je razvita vsa v Sloveniji, za aplikacijo, za backend sisteme in tako naprej. Mursko Soboto in imamo nek plan. Ne? Prva faza, seveda, kot smo že rekli, 100% električna vozila, 5 do 10 vozil, proizvajalcev Renault, BMW in pa primerno smo dodali Nissan Leaf, ki je najbolj prodajan električni avto na svetu sicer. V drugi fazi že malo prilagodimo, ko se naučimo, pa vidimo navade, prilagodimo ta model za mesto, s tem, da povežemo še dodatne frekventne lokacije, ki so zanimive, in pa poveča se seveda tudi število polnilnih postaj po celem mestu. In v tretji fazi korak naprej, da povežemo Mursko Soboto še z ostalimi mesti. In pa seveda novi modeli vozil. Ne, to lahko sega tudi električnih skuterjev in pa raznih novih, ki prihajajo tako naprej. Lokacije, s katerimi bi začeli, je lokacija ob občine, in pokrivamo lendavske bloke in pa seveda ta tukaj izpred Telekomove podružnice, v samem centru mesta, potem pa upam, da dosti hitro tudi, da se dotaknemo ostalih spalnih naselj in pa trgovskih centrov. Način plačevanja, se pravi, ko ti uporabiš avto, se ti obračunava tarifa glede na število upravljenih kilometrov in minut, s tem, da minimalna tarifa za vozili Zoe in pa Nissan Leaf bo 2 evra, za BMW i3 pa 2,5 evra. To je polovična tarifa kot v Ljubljani. Seveda to smo lahko omogočili zaradi podpore vseh teh partnerjev, ki sem prej omenil. Za občutek, seveda tarifa je tudi še nočna in dnevna, po 6 uri popoldan je tarifa bistveno nižja. V Ljubljani, če se ti pelješ ob 6, greš recimo iz centra v kino, pa si 3 ure tam, pa se vrneš, pa narediš enih 10 km, je to strošek okrog 4 evre. To za občutek. Ne? In da recimo to narediš 20krat na mesec, je to 80 evrov. Smo že pod onimi 100. Tu če začetek govorimo samo, da niso 3 avti več pri družini ali pa 2, da je samo eden. Ko se tu pa tam kaj rabi, če narediš 20krat vožnjo po 5 evrov, je to 100 evrov. Namesto onih 300 do 500. Ne? Smo že pri onem prihranku. Ne? Aplikacija je dosti enostavna za uporabnika. Sama vožnja z avti je zelo enostavna, je samo gas pa bremza in aplikacijo tudi ti odpreš, pogledaš, kje je najbližja lokacija, zbereš avto, ga odkleneš brez ključa, se sedeš, pelješ in ko zaključiš, sam zakleneš aplikacijo in greš. To boste imeli danes tudi možnost videti oziroma probati. Kako se lahko včlanimo, kako lahko začnemo s tem? Preko naše spletne strani oziroma v Telekomovi podružnici, tle na Slovenski 45, kjer bo prijazna ekipa pomagala narediti prve korake, registracija in pa izobraževanje, ki je sestaven del
začetka uporabe, ker gre za neke posebnosti, glede kako polniti avto, kako kakšno stvar aktivirati, traja približno pol do 1 ure. Je enkratna registracija 29 € in to bo do 31.3., sicer je 59, ampak za ta projekt smo se odločili, da bo tudi nižja tarifa in od tu naprej je samo po uporabi. Projekt so omogočili partnerji, in sicer Mestne občine Murska Sobota, družba Pomgrad, Roto in zavarovalnica Sava, ki bodo tudi sami med uporabniki storitve.